Recimo, da pač takrat v tistih časih mi videz pač res ni predstavljalo ničesar. Jaz sem imela neko svojo pot, meni je bilo pomembno, da sem uspešna, da treniram, da tekmujem dobro. Kako jaz gledam, je to bilo pri meni na zadnjem mestu. Pred mano danes ob skodelici kave sedi olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. Lepo pozdravljena. Zdravo. Vesela sem, da se zopet srečava, tokrat pred takšnimi mikrofoni in se zelo veselim, da poklepetava. Ja, tudi jaz. Sicer je dolgo trajalo, da sva se dobili, ampak sem vesela, da nama je uspelo. Ja, in uspelo, glede na to, da zdaj toliko potuješ in nazadnje, ko sva govorili, 2 dni samo v Sloveniji se dobiva. Ne bo šlo. Ogromno potuješ. Ja, ogromno potujem, ti 2 službi, ki jih imam, sta mi prinesla ogromno potovanj, zelo sem odsotna, tako da me je včasih prav težko uloviti doma. Kolikokrat si že bila letos na letalu? A šteješ? Ne štejem, ampak sem pa zadnjič preštela zdaj do konca leta, do decembra. Če gre vse po planu, bom obiskala 16 držav, vsaj enkrat, in odsotna bom približno 5 mesecev od doma. Če se šteješ vse dneve. Ok. Pa tole snemava v začetku novembra. Ojoj, 16 držav. Katere destinacije se najbolj veseliš? V bistvu zdaj do konca leta imam še samo Japonsko in pa Nemčijo, ampak se veselim Japonske, ker tam sem nazadnje tekmovala in sem sama se rekla, ok, to je pa verjetno zadnjič, da bom na Japonskem, ampak evo, stvari so se tako obrnale, da grem spet tja. Torej te vežejo lepi spomini. Pa ja, srebrna olimpijska medalja, to je kar lep spomin. To je fantastičen spomin. A znaš kaj japonščine? Ne, bolj malo, mogoče ti pozdrav, hvala, pa to, ampak neke osnove. Pa se boš naučila? Po moje ne. Ne. Čeprav sem bila že 23 na Japonskem, bi lahko malo več znala, ampak japonščina je kar dosti težka. Ampak imena tekmovalk pa vse lepo izgovoriš. Sem te že večkrat poslušala, pa velikokrat novinarji reče, pa koliko se njeno ime izgovori, pa ti potem vedno lepo poveš. Ja, mislim, da sem tako dolgo že tukaj zraven v judu sploh svoje tekmovalke znam izgovoriti, ker pač to poslušamo na tekmovanjih, ko nas pokličejo, z nekaterimi se družimo, smo si bolj blizu, z drugimi ne, ampak načeloma sem se navadila. Lepo je slišati, da v bistvu še kar prijateljujete s tekmovalkami. V bistvu ne z vsemi, dejansko tudi prej sem bila zelo taka zaprta, glih nisem spuščala ljudi blizu sebe, zdaj sem se ful spremenila, ampak takrat sem bila bolj v fokusu in dejansko smo se res bolj tako spoprijateljile z Clarice, ona je ena izmed redkih, no. Lepo, to je ful simpatično, no. Ja, in sem jo tudi po olimpijadi šla obiskat v Pariz, ona je lansko leto prišla s svojo družino sem. In verjetno se bomo v prihodnje še tudi srečali. No, to pa lepo slišati, da se tudi na tatamiju stkajo take lepe prijateljske vezi. Ja, je kar redko, ljudje kar ne morejo verjeti, ker midve smo bile res največje tekmice, ampak se je zgodilo. Ja, takrat so vsi vedeli, da je to ona tista res tvoja konkurenca. Ja, največja konkurenca, kljub temu, da na primer z Japonko sem 11-krat zgubila, nikoli nisem premagala, Clarice sem, ampak včasih se začutiš, ne, pač, Clarice je zelo dobra oseba, kljub temu, da smo midve bile res nasprotnice največje, ko smo midve se borile v finalu, to je bil šov, dejansko vsi so to čakali, to borbo, ampak konec koncev izven telovadnice pa lahko imaš čisto lepe odnose. Pa to drugače mislimo, da je v športu veliko tega, da se ne marajo tekmice. Pa kako to zgleda? Vse eni se verjetno ne. Ja. Tudi jaz nisem imela rada čisto vseh mojih tekmic, ne. Ampak z enimi si malo bližje, z drugimi ne. Z enimi sem še kar v stiku, čisto odvisno. Ampak verjetno ste pa vse toliko, ne vem, disciplinirane, da pa se pozdravite. Zdaj se ne gledate grdo iz enega strani telovadnice na drugo. Ja, seveda se pozdravimo, ampak na sami tekmi je pa to le nek fokus, ti pač skrbiš za sebe, si skoncentriran in je pač malo drugače.
Pa ko si rekla, da si bila prej toliko bolj zaprta v tem fokusu, ki ga omenjaš, pa ti je takrat to pasalo, pa glede na to, da zdaj si pa kot da bi odkrila nek nov svet, ampak res se vidi, no, da si drugačna. Ja, takrat se mi zdi, da glih ta fokus, pa to koncentracija, pa to je pripomoglo k temu, da sem bila jaz taka, kot sem bila. Zelo res fokusirana, nisem bila odprta do drugih, še vedno sem bila prijazna, ne da bi bila nesramna oziroma egoistična, ne vem, karkoli. Zdaj pa pač je drugo življenje, druge priložnosti in sem se kar fejst spremenila. Sploh moji sodelavci na Svetovni judo zvezi mi znajo večkrat povedati, da verjetno sem pa jaz ena izmed tistih, ko se je res najbolj spremenila, pač v dobrem smislu, da sem čisto drugačna. Naprimer, naša fotografinja mi je zadnjič rekla: Tina, jaz nisem mogla ene slike s tabo narediti, da bi se ti smejala, evo zdaj pa lej, ful se smejiš, ful si taka komunikativna, tako da nič se ne spreminjati nazaj. Pa ti je bilo všeč te besede? Pa ja, dokler gre vse tako v pravo smer, seveda. Pa te je pa kaj motilo, ko so številni slovenski mediji pa poročali, da si se najbolj pa po videzu spremenila? Pa v bistvu ne. Recimo, da pač takrat v tistih časih mi videz pač res ni predstavljal ničesar. Jaz sem imela neko svojo pot, meni je bilo pomembno, da sem uspešna, da treniram, da tekmujem dobro. Kako jaz gledam, je to bilo pri meni na zadnjem mestu. Potem pa se je to enostavno zgodilo, pač da sem se pač spremenila. Pa to je bilo takoj potem, ko si v bistvu nehala, ne? Ali se je že proti koncu kaj kazalo? Jaz pa mislim, da ljudje me pač niso bili navajeni. Mene so ljudje bili vajeni gledati po televiziji v kimoni z čopom oziroma figo, lasje vedno speti in dejansko mogoče, da so me enkrat na leto videli na neki podelitvi, ne vem, podelitev športnika Slovenije ali pa nekaj takega in enostavno me niso bili vajeni v neki normalni opravi. Zdaj pa pač večkrat tudi kam grem in nisem toliko v kimono in že zaradi tega je vizualna sprememba bolj vidna. Pa se zdaj tudi boljše počutiš? Ja, se mi zdi, da če zdaj primerjam ali pa prej, se mi zdi, da sem zdaj res, da so čisto druga obdobja, ampak dejansko sem v redu, dobro se počutim in sem srečna in mislim, da se to tudi kaže navzven. Ja, zagotovo. Se mi zdi, da kar tako malo žariš. Ja, hvala. Drugače pa ni skrivnost, ne, da imaš rada ženstvena oblačila, pa oblekce, pa petke. Ne, res imam rada to, sicer nimam to vsak dan priložnosti oblečiti, ker doma pač v stanovanju, pa res ne hodim v visokih petah pa obлекicah, ampak ja, imam rada pokažem to, kot pa se nekaj, ni pa vedno priložnost za to. Ja, itak. Dajmo malo omeniti, da tvoji uspehi, ne, to je pa pač wow in da si v bistvu dosegla kar ne uspe mnogim, no. Bila si hkrati evropska, svetovna in pa še olimpijska prvakinja. Ja, to je res kar redko, ko je meni to uspelo po Rio oziroma v Rio, ko sem postala olimpijska prvakinja, ker sem bila že prej svetovna in evropska, sem postala šele 8. v Evropi, ki je to uspelo, med ženskami in moškimi od začetka olimpijskih iger. Torej od leta 64 naprej. Tako da na to sem res ponosna in ni to mala stvar. Ja, itak in lepo spodbujam to, da to večkrat na glas poveš. Ja, ful nimam rada tega, da pač kao, da se nekaj hvalim pa te stvari, ampak ja, se mi zdi, da zdaj po karieri malo bolj cenim vse to, kar sem osvojila. Zdaj se bolj kaj zavedaš ali kako bi to rekla? Ja, se mi zdi, da v tistem obdobju, ko sem tekmovala, je pač bila za mene pač to ena tekma več, ena zmaga več. Tudi ko sem na olimpijado, ko sem zmagala tam, za mene je bilo pač to ena tekma več, ampak se mi zdi, da se šele zdaj zavedam, da pa res, wow, pač res ni malo, kar sem dosegla. Pa ni to malo žalostno, da prej nisi uspela toliko tega sprocesirati? Ali je bil to res ta fokus? Jaz mislim, da je bil to res nek fokus in pa pač vedno želja še pač po več, oziroma vedno sem si želela, da
bi še to kaj ponovila od tega, sicer evropske medalje, zmaga na evropskem prvenstvu mi je uspela. Ostalo ne, ampak sem bila dosti blizu. Ja, ker to smo že prej klepetali, ko smo urejali tole s kavico. Ja, da pač dosegla si, kar je doseči bilo, ne? Lahko samo ponoviš. Ja, dejansko pač, ko si športnik, si vsak športnik želi iti na olimpijado, to je prvo, drugo pa je najvišje, kar lahko dosežeš, je zmaga na olimpijadi. V nekaterih športih imaš več možnosti, ne vem, kot so plavanje, ko je več disciplin. Tudi smučanje v bistvu. Ja, si lahko večkratni olimpijski prvak hkrati, pri judu ne moreš biti, lahko si pač na naslednji olimpijadi. Tako da, ja, to je res nek vrh, ki ga lahko dosežeš, lahko pa potem to ponoviš. In ja, ko sem šla za Tokio, za olimpijado v Tokio, sem si to želela, da bi mogoče še enkrat lahko ponovila. Ja, ampak odvilo se je drugače, ne? Ampak še vseeno fantastično. Ja, še vedno fantastično. Dosti ljudi mi je rekla, Tina, ti si izgledala bolj srečna, bolj vesela svoje srebrne olimpijske medalje, kot pa zlate, kaj se ti je zgodilo. Ja, v bistvu nič, sem samo bila pač zadovoljna, tako oddahnala sem si. To je to, ne, pač še ena olimpijska, še eno finale in enostavno sem bila res vesela. Pa nisi kje zadaj pa pomislila, joj, ni bila zlata? V bistvu ne, v bistvu sploh ne. Toliko mi je neka teža z ramen dol padla, ker vseeno je bilo dosti pritiska, jaz sem bila olimpijska prvakinja iz Rija, javnost je pričakovala od mene, sama sem pričakovala veliko in čisto super je, da je bilo finale. Zanimivo je to poslušati, ker ne morem si predstavljati, kakšni so to sploh občutki, ne? In zato sprašujem, pa si pomislila na zlato, čeprav verjamem. Ja, ko greš v borbo, v finalno borbo, vedno pomisliš na zlato. Nihče se ne gre boriti, želim si srebro, vse imam srebro, pač greš, probaš, tako tudi jaz sem dala vse od sebe, ampak nažalost me je potem v zlati točki vrgla in srebro je bilo tukaj. Ampak je pa srebro, ne? Ja, in je super, 2 zaporedne olimpijade, 2 zaporedna finala z isto tekmovalko. Sej res, ja. Sej res. Ja. Še ista, ja. Da si malo izmenjale. Tako da, čisto super se je iztekla. Ampak športna kariera pa ni brez vzponov in padcev, pa tudi neke velikega truda, odrekanj. Ampak me zanima, kaj pa je tisti najlepši del, ki pa pomisliš zdaj nazaj? Kaj bi rekla, da se ti na prvo žogo zdaj takoj utrne? Jaz mislim, da je to, da ko pomislim, pač kaj najlepše je to, da koliko sem jaz vložila, sem dobila nazaj. Se mi zdi, da je to najlepše. Jaz sem ogromno vložila, ker pač ljudje vidijo samo tisto tekmo, ko se ti boriš 4 ali pa 5 borb, dejansko za tem je ogromno truda in vložka, ne samo od mene, pa je tudi moja družina, trener, klub, vsi ostali. In enostavno to, da se ti povrne, to je res nekaj najlepšega. Niso zdaj vsi te sreče, ne? Zdaj res te redki, ko imajo take uspehe. Ja, ampak potem pa, ko pomislim tako sama pri sebi, pa se je to moglo zgoditi. Toliko sem jaz vložila, to se ti nekot more poklopiti. Dejansko jaz sem živela za to. Jaz sem samo jedla, spala, trenirala, nič drugega nisem delala in enostavno vse je bilo s tem ciljem. To je bilo vse podvrženo temu in enostavno se je moglo tako zgoditi. Daj nam malo predstavi ta svoj dan, ko si na polno trenirala. To so bili treningi verjetno večkrat na dan. Ja, treningi so bili 2-krat ali pa 3-krat. Prvi trening je bil ob 6 zjutraj, tako da jaz sem se zadnjih 15 let vsako jutro ob 5 ali pa 15 čas spet zbujala. Pred velikimi tekmovanji so bili treningi še pa ob 12 ali pa 11, pa seveda zvečer. Pa priprave, veliko odsotnosti od doma. Dejansko, v bistvu res sem se podredila temu, tudi ne vem, nisem hodila ven, nisem pila alkohola, dejansko res sem športno živela, nisem bila na maturanskem plesu, nisem šla na maturanski izlet, ni bilo dopusta poleti 1 teden, pa po zimi 1 teden, pač pri nam sezona traja celo leto, jaz sem mogoče v celem letu imela 3 dni fraj, pač proste in ja, pač dejansko res dan na dan, trening na trening in samo to, fokus. Ampak
Zdaj, vem, da si enkrat že rekla, da ne obžaluješ, da ne bi nič spremenila. Ne, v bistvu ne. Verjetno bi drugače razmišljala, V kakem smislu? če ne bi vseh teh uspehov osvojila. Če vsega tega ne bi osvojila, bi verjetno drugače razmišljala. Tako pa nimam, zakaj bi zdaj obžalovala nekaj, imam le 2 olimpijske medalje, 4 svetovne, 7 evropskih, to ni malo, ne. In na koncu pogledaš, medalje so tukaj, kar sem si jaz večno želela, za kar sem jaz garala, tako da nimam obžalovanj. Kako bi pa rekla, da je tvoje osebno življenje zdaj v tem času trpelo? Ali si vseeno našla čas za prijatelje pa družinske dogodke? Ne, je trpelo. Dejansko, kot sem prej rekla, nisem se sama jaz podredila temu, tudi moja družina, tudi prijatelji. Enostavno sem mogla razumeti, da me ni, pač zdaj v tem obdobju mene ni. Ampak že takrat sem jaz vedela, to se bo enkrat končalo. Jaz lahko hodim ven, lahko se družim, tudi po karieri. In enostavno zato zdaj bolj živim, kot sem prej, pač osebno. Zdaj v bistvu boš nadoknadila vse. Pač dejansko imam več časa za prijatelje, za družino, potovanja, tudi dopusti lahko privoščim. Enostavno uživam življenje zdaj. A je drugače 32 let hitri športni pokoj za judoistke? Pa kaj pa vem, po moje ni hiter, pa ni tudi zdaj, da pa sem res zelo bila stara za judoistko. Še zdaj tekmujejo nekatere, ki so starejše od mene in je tako včasih zelo hecno, ko sedim tam na drugi strani, ker pač sem supervisor sodnikov in gledam tatami, kjer se borijo ljudje, ki so starejši od mene, pa se še kar borijo, ne. Ja. Tako da, ja, jaz mislim, da je to bila neka normalna starost. Zdaj si že omenila, da delaš kot supervisor. Podajva malo tole razčistiti za najine poslušalce. En požire kave. To verjetno ne boš prvič, ne zadnjič povedala. Ampak da si malce bolj predstavljamo, ne? Kaj delam? Pa le delaš pri mednarodni zvezi, ne? Ja, na Svetovni judo zvezi sem supervisor oziroma nadzornik sodnikov, torej v Referee Commission, sodniška komisija, kjer jaz cel dan gledam eno blazino, gledati moram sodnika, oba tekmovalca, oba trenerja in ko se zgodi kak met, mi imamo pač ta sistem, da lahko pogledamo za nazaj, počasni posnetek, celo fotografijo, kjer se ustavi, če je res bil met in enostavno lahko preverimo, da se napake ne bi dogajale, ker moramo se zavedati, da sodnik ima samo eno možnost, da vidi stvar. Jaz lahko 5-krat pogledam posnetek, ne? In včasih tudi sodnik ne stoji na pravi strani ali pa se nekaj zgodi, tako da smo mi tam, da skrbimo, da se napake ne dogajajo in da imamo prave zmagovalce. A ti si potem ena pač za cel tatami? Ja, recimo ponavadi so na tekmovanju 3 tatami, torej vsak ima en tatami plus 2 direktorja sta še zraven, ki sta pa naša nadzornika. Se pa kar pod velikim nadzorom. Ja, pač to je zelo odgovorno delo, ti dejansko lahko, kako naj rečem, uniči življenje nekomu, ker moramo vedeti, da v nekaterih državah imajo tekmovalci samo eno priliko. Grejo na eno tekmovanje in tam morajo narediti rezultat in če se zgodi napaka, dejansko je pač res jim lahko uničiš kariero, zato je to zelo odgovorno delo. Pa je veliko napak. Zdaj, glede na to, da je to res nek svetovna se trudimo, da jih ni. Resnično tudi delamo na tem, da so pravila taka, da je resnično delamo na tem, da imamo prave zmagovalce, da se napake ne bi dogajale. Kljub temu pa moramo vedeti, tudi mi smo sami ljudje in se zna zgoditi, da je kje kakšna napaka. Seveda, ja, zato pa je tudi že več sodnikov, ne? Da se pol to... Ja, tudi sodniki se menjajo, ni samo en sodnik na en tatami, se menjajo in sistem jih določi, tako da tudi ni to, da je pa sodnik, pa bi potem favoriziral enega, ker tudi sodniki so ocenjeni, tako da v sistem dela je narediti tako, da imamo na koncu prave zmagovalce. No, to je super slišati, ja. A se jaz motim ali imaš tudi ti izpit za sodnico?
Ne, tudi jaz imam izpit za sodnico, to sem pa letos naredila za kontinentalno sodnico. Ja, v Kazahstanu letos dejansko mi je bilo zelo težko, moram priznati, ker to je drugačno delo, kot pa tam, ko jaz sedim na drugi strani, kjer lahko 5-krat za nazaj pogledam. Tu pa pač moraš v trenutku odločiti to, kar vidiš. In mi je bilo zelo težko, ampak sem vesela, da sem naredila. Naslednje leto pa za, kako naj rečem, international, ker to je zdaj samo za Evropo, pa za svet. Torej si se našla sedaj v tem? Našla sem se v tem delu, kar jaz delam. Ne želim se biti sodnica in tudi me ne boste videli soditi na tekmovanjih, ampak mi pa to pomaga pri moji službi, ker vseeno delam v tej sodniški komisiji in mi je lažje razumeti določene stvari in tudi jaz vidim, kako se sodnik počuti, ko je na blazini, tako da jaz vem, da mi to pripomore pri mojem delu. Najbolj verjetno razumeš zdaj njihova dejanja ali pa odločitve, ne? Ja, dejansko res. In tudi, ko sem doma, ko so kakšna tekmovanja, pa potem gledam, to gledam čisto drugačnimi očmi, ko sem včasih gledala, ko sem bila tekmovalka. Zdaj dejansko pač res, ker razumem vsa pravila. Prva stvar, ko sem jaz prišla v to službo, sem si mogla prebrati vsa pravila. Jaz preko tekmovalka si to nikoli nisem prebrala. Pač meni je trener povedal, no, to je pa zdaj prepovedano, zdaj moramo najti nekaj drugega. Ok, ne, nikoli si nisem prebrala pravil. No, tu je bila prva stvar, ko sem prišla. No, tole so pravila. Ok, to je prva stvar, ki se moraš naučiti. Tako da ja, gledam čisto drugačnimi očmi tudi ostala tekmovanja. To je skoraj neverjetno, no, da nisi vedela za pravila, oziroma si jih nisi prebrala. Ne, sem vedela, ampak resnično nisem si jih nikoli prebrala. Ker pač dejansko z leti saj veš pravila, vsi vemo pravila, ampak nisem si pa nikoli, da bi pa šla pa odprla. Nisem. Ja, to se vi verjetno na treningih ste se avtomatsko naučili. Ja. Skoraj da prirojeno. Ja, res je. Kaj pa druga služba? Ker imaš 2 službi. Druga je pa ta, da naš pač šport judo je edini šport na svetu, ki ima svojo univerzo. Sedež je na Malti in študij je online, potem je pa praktični del. In v tem praktičnem delu sem jaz eden izmed ekspertov, kjer učimo in pa preverjamo potem trenerje. V enem tednu morajo znati 100 tehnik in pa eno izmed kat. Torej, jaz sem potem tudi na koncu v komisiji, ker nam to prikažejo. In s tem tudi ogromno potujem, ker traja en teden in je vse posod po svetu. Tako da letos sem ogromno tudi potovala z to akademijo. A imaš doma zemljevid, ko dol kraspaš državo? Ne, nimam. Mogoče pa to dobra ideja, ne? Če pa kdo, bi pa morala ti to imeti. Čeprav bi potem mogla že skrasvati vse za nazaj, ker sem bila prej kot tekmovalka. Ja. A je še kak prostor, kam želiš iti? Pa še nisi? Pa nisem še bila recimo v Avstraliji, Novi Zelandiji, nisem bila v Združenih državah Amerike. Pa bi rekla, da tam bi šla, ne vem, med prvimi. Ja, zato ker tam ni bilo tekmovanj. Ni nekih Grand Prixov, Grand Slamov. Tako da, mogoče pa v prihodnosti. Ja, evo, da si res to kupi, pa Amerika. Ker ti pa tako tam ven sijala, da boš rekla, moram si ogledati. Ja, dobra ideja. No, vidiš, danes boš naročila. Hecam se. Ja, ful dobro, mi je pa bolj simpatična še ta zgodba, kako si sploh prišla do teh 2 služb, pa da nista bile glih načrtovane. Ja, dejansko, zdaj, če govorimo potem po olimpijadi, oziroma na sami olimpijadi, sem jaz vedela, da to bo meni zadnja olimpijada. Sama pri sebi sem to vedela, puščala sem si še odprta vrata, da še tekmujem, ampak ni bil cilj še ena olimpijada. Ampak potem, ko se je to tako oddaljevalo, težko je priti nazaj v nek res vrhunski trening. In potem nisem vedela, kaj bi jaz delala pač, ne, zdaj v življenju. Nisem si želela biti trenerka, ampak želela sem si ostati na nek način v judo. Nisem pa točno vedela, kaj bi. Potem pa prva stvar je bila ta za akademijo, kjer so me povabili, zelo so me mogli prepričevati. Ker prvo poletje, da sem bila jaz res
fraj, da nisem imela nobenih obveznosti in oni meni pridajo s to akademijo, kjer se moram jaz za nekaj učiti. Plus tega učiti za trenerja. Zakaj, če si jaz ne želim biti trenera, ne? In potem sem rekla, ok, če me pa oni zdaj vabijo, bom pa je že to naredila, ne? In sem res začela in sem zelo dobrimi ocenami delala ta online del. Potem so me povabili praktični del v Istanbul. Smo bili tam na sredini tedna, so oni mene že povabili, če bi šla z njimi delati na Madžarsko čez en mesec. Okay. Kar zelo hitro. Ja, zelo hitro, ampak to, kljub temu nisem to vedela še takrat, da bo to res moja služba. In potem sem res šla delati na Madžarsko, to je bilo prvič, se veš, pa si tak nervozen, kako bo, in je pač bilo kar v redu, očitno, no, da sem še danes zraven. Potem pa se je nekaj zgodilo, da čez en mesec je bila pa zadnja tekma leta v Jeruzalemu in sem šla tja kot predstavnik Slovenske judo zveze, ker naš predsednik ni šel. In jaz sem bila povabljena na galo dinar, kjer sem jaz tam se srečala s predsednikom Svetovne zveze in je on meni rekel, Tina, jaz slišim samo dobre stvari, jaz te želim v mojem timu supervisorjev. In evo, in potem smo imeli sestanek in zato sem pa kar na hitro uradno zaključila svojo kariero in januarja letos sem že začela delati in sem bila na prvem tekmovanju na Portugalskem. Ja, res se je odvijalo to ekspresno hitro. Ja, zelo hitro. Res tak, jaz sem najmlajša v timu in direktno iz svoje profesionalne kariere kot tekmovalka sem šla v drugo kariero in je bilo res zelo, zelo hitro. Pa je drugače to v navadi, da tako prekvalificirajo te vas športne profesionalne športnike. In to verjetno tudi pomaga, tudi tebi pri delu. Ne vem, kako je bilo z drugimi. Vem, da to ne naredijo z vsemi. In se zavedam, da je to zelo redko in sem zelo hvaležna, da so z mano tako naredili. Je pa res, da so nekaj videli v meni. In pa tudi to, da z mano nikoli ni bilo nobenih težav. Jaz sem zmagala, jaz sem izgubila, jaz sem se priklonila, sem šla dol iz blazine. Jaz nisem konfliktna, ne vem, oseba. Dejansko ni bilo nobenih težav z mano, takrat pa tudi zdaj jih nimajo. In tu pa mislim pač, da mi je moj karakter zelo pomagal. Ker zdaj, če se pa spomnim za nazaj, mogoče 4 ali pa 5 let, je moj trener meni enkrat rekel, Tina, tebe bo tvoj karakter še daleč pripeljal. In sem bila tak, ja. In v tistem trenutku jaz nisem razumela, kaj on misli s tem, ampak se mi zdi, da je to res, da se je pa zdaj to izkazalo, da ja, pač zaradi tega, kaka sem, kak imam karakter, kak jaz delam, so zadovoljni z mano. Pa bi rekla, da je k oblikovanju karakterja torej tudi judo zelo vplival? Ali? Zelo. Ker jaz sem že od malega, začela sem pri 8 letih, dejansko je bilo obdobje, ko sem bila jaz v klubu s trenerjem več, kot pa svojimi starši in dejansko, ja, je to znano, da nek red, disciplino, sploh za borilne veščine, ne? Ti judo da. Je pa res, da že prej sem bila zelo vztrajna, tako nisem popuščala in jaz mislim, skupaj vsega je zdaj to prineslo. Se je pa kar poklopilo. Ja. Je bila že v osnovi takšna, potem pa v bistvu res ta disciplina, ne? Ja. Ker res to govorijo za več teh borilnih športov. Da bolj ta discipliniranost, pa tudi organiziranost, glede na to na vse obveznosti. Jo, jaz sem zelo, zelo organizirana. Ja. Ti sem človek urnikov, ki imam ful rada urnike, organizacijo, res se trudim biti vedno točna. Zdaj, če bi me vprašala 1 leto nazaj, kam grejo tako na živce ti ljudje, ki zamujajo. Ampak se mi zdi, da sem začela razumeti, pač, da ne morajo biti vsi tako kot jaz in enostavno sprejmem in je tudi lažje za mene, ker se ne sekiram. Ja, da ti ne pobere živčkov. Ja. Ampak to je lepa vrlina, točnost. Ja, je. Jaz sem ponovadi celo malo prej na dogovorjenem mestu. Včasih sem bila še bolj res striktno točna vse povsod, potem pa sem šla na dopust v Brazilijo po olimpijadi in sem prvih 14 dni tako trpela,
ker nič ni bilo točno. Nič, še trening se ni začel točno. Ne vem, smo se zmenili ob 11 v mestu, jaz taka, kot sem, veš, 15 do 11 pripravljena na odhod. Nekaj čez 11 smo šele šli v doma. Tako da, ja, sem se naučila, da bolj relax, zadihi, nič ti ne bo šlo. Tako da. Kako pa potem izgleda Tina na domačem kavču? Ja, Tina na domačem kavču ne vidiš velikrat, ker je ni doma, ne. Ja, drugače sem jaz čist tak nek normalen človek, rada sem na relaks. Rada pogledam kak film, preberem kako knjigo. Da si rada doma ali je bolj narava, kam te bolj vleče? Sem rada doma. Čeprav, ko veliko potujem, si rečem, ko mi čakam, da grem domov, pa da bom malo doma. Sem pa 2 dni doma, pa si že rečem, ko mi čakam, da bom spet tekmovala, da bom spet potovala, da bom, ne vem, nekam šla. A veš, tako da, ja, mi pa še biti doma, mi pa še mir, mi pa tudi pa še spotovati, pa Tempo, ja. Pester urnik, Ja. organiziran. Ja. Zdaj v enem intervjuju sem zasledila, da imaš doma vse pospravljeno. Ja. Pri meni edina nepospravljena stvar je avto, verjetno. Ja, doma imam pač res rada pospravljeno, urejeno, tako zrihtano. Preden gremo doma, vedno vse pospravim, ker se rada vrnem v čisto okolje. Ja. Avto pa verjetno, ker si ves čas na poti, ne? Joj, to pa mi je taka potrata časa, ta avto prat, pa sesat, pa to. In to najrajš kar dam komu, da prosim, pejt. Se to pa lahko, če vse druga poštimaš. Ja, pač res, koliko imam doma vse urejen, avto ni tako urejen. Nič hudega, ne? Mislim, da ima vsak kakšno tako stvar. Pa ja, kar tako domače se počutimo v avto, a veš, tako. Ni tako sterilen, kot moj dom. Ampak verjetno si bolj domača na letalu. Ja, nimam problem s potovanji z letalom, ful rada potujem, tudi te dolge lete, ker nisem tako vsi ljudje in to gre ljudem ful na živce, da jaz lahko spim. Aha. Jaz pa moja od, ne vem, 12 ur, ko jih letiš, recimo na Japonsko, lahko 8 ur spim na letalu. Včasih sploh ne uspem pogledati celega filma do konca, veš, tako da nimam problem s tem. Torej si ena tistih, ko eni reče, joj, da 8 ur leta, se lahko spiš, ampak oni to res ne razumejo. Pač res, tudi avto recimo, jaz, ko vozim, ampak ko sem sopotnik, pač jaz takoj lahko zaspim. Resnično, nimam problemov s tem in jaz vem, da ljudje imajo probleme s tem in jim gre to tako na živce, ko imajo zraven nekoga, ki pa... V trenutku. Ja. To pa je potem dobro izkoriščen čas, ne? Čeprav lahko čas izkoristiš dosti drugače, no, in lahko prebereš kako knjigo, lahko. Za stvari, ki jih doma mogoče nimaš časa narediti oziroma prebrati, lahko vse to narediš na letalu. Če ti ni slabo ali pa kaj. Ja, nimam teh težav. Pa isto v avtu, ne? Ja, Če si hvala Bogu. sopotnik, veliko se da narediti, ampak sam, če ti ni slabo. Ja, je pa res, da sem pa ena izmed tistih, ki medtem, ko se vozi, ko je sopotnik, ne morem brati in ne morem gledati v telefon dolgo, ker mi postane slabo. Te čisto razumem. Tako da, lahko pa spim. Ja, jaz tudi. To je, ja, meni je to zakon, ko kdo reče, vse bom jaz pelal. Ok. Čeprav zelo rada vozim. Ja? Ja. Sploh tudi, ko grem s kom drugim, se vedno ponudim, da vozim. Vedno rabimo kakšne take ljudi. Podiva še malo na tvoj odnos s trenerjem Marjanom. Da se mi zdi, da takrat, ko si tekmovala in kot smo te spremljali na tatamih, smo vedno vedeli zate in pa za trenerja, ne? Da ste bila tak duo, neločljiv. Ja, enostavno pač moraš zaupati trenerju, tako ko mora on zaupati tebi. En brez drugega ne moreta. Jaz sama ne bi uspela doseči to, kar sem. On je pa rabo mene tudi, da nekoga, ki bo sledil njegovim planom, tako da to je vzajemno. Imela smo odnos tekmovalka-trener, zdaj, ko pa nisem več tekmovalka, smo pa bolj, kak naj rečem, prijateljski odnos.
Aha, se še slišita. Ja, tudi jaz grem v klub, pa pomagam pri treningih prve ekipe. Tako da ja, smo na vezi, se vidimo, če sem le doma, vsaj 2-krat na teden. Kako pa gledajo mladi judoisti in judoistke na te? Ali pa kakšne odzive, kaj dobiš? Recimo, da se prvič vidite. Pa v bistvu, tam, ko grem jaz na trening, se z vsemi poznamo, ker so prej z mano trenirali in se mi zdi, da so me toliko vajeni, da ni neki wow efekta, ko me vidijo. Se mi pa zdi, da pač so veseli za te moje službe, da še vedno delujem v judo, da pridem na trening, da jim pomagam s svojim znanjem, tako da imamo dober odnos. Kaj pa, če obiščeš kakšne te mlajše? Verjetno jih tudi te vidijo. Ja, sicer zelo redko obiščem mlajše, ker nimam ogromno časa, ampak grem včasih na kak trening mlajših. Zdaj pa, če govorimo o tistih čisto malih judo vrtec, oni sploh ne vejo, da sem jaz, ker so pač to od 3 do 5 let stari. Ne? Prej kakšen starš, verjetno, ja, kaj reče. Ja, drugače pa oni, ko pa že malo vejo, jim je pa seveda všeč in so zelo veseli, da prijem na njihov trening. Ja, ker itak ne, če si v športu, pa malo starejši, zagotovo pogledaš dosežke in potem vidiš tvoje dosežke. In to je wow, ne, pač, da si lahko zraven nekoga takega in potem, če prinesem svoje medalje, je še bolj wow in so zelo veseli. Ja, ker kot prej si rekla, ne, to je nek cilj olimpijske igre. Ne? Ja, jaz mislim, da so olimpijske igre cilj vsakega športnika. In včasih je bilo dovolj samo sodelovati, zdaj v teh časih ni več, zdaj res vsako gre na olimpijske igre, gre s ciljem po medalje. Tako da, ja, to je vrh vsega, kar lahko dosežeš. Zdaj, ko so tokrat umeli medalje, jih imaš preštete? Ne. In tudi, ko sem se odselila od doma, pač od staršev, sem pustila skoraj vse medalje tam. Vzela sem samo olimpijske, zlate evropske pa zlato svetovno. In koliko je teh, to pa moraš vedeti. Ja, to pa vem. To pa 3 zlate evropske, 1 zlata svetovna, pa 2 olimpijske. Da, ena lepa vitrina. Ja. Lepo, ostalo pa starši. Ja, veš, oni pokali, pa plakete, pa priznanja. Pa tega veliko. Ja. Mi smo imeli res toliko, da nismo imeli več kam delati in smo pač dejansko mogli klet nesiti, a veš, v stanovanju, pa tudi ni toliko prostora, tako da ja, zdaj vse je tam. Se to vem, ker moja sestrica trenira karate. Ogromno, že v tem času to je ogromno. En čas smo jih še obešali, pa so pa šle kar počas v škatle in tisti pokali zmanjkali polic, res, ker tega se ogromno nabere. Ja, in moraš vedeti, jaz sem začela leta 98, bila sem 24 let v judo, zdaj si pa predstavljaj, koliko je to enih, ne vem, medalj, plaket, pokalov, priznanj, tako da, ogromno. Bila imela že kar eno tako sobico. Ja, verjetno, res, ja. Zapolnjeno škatlami. Ja. Ampak to je lepo, ne? To verjetno malo pogreje, pa lepi časi. Pa. Lepo se malo spomniti, veš, tudi za nazaj, pa ko nekaj vidiš, ko ne vidiš vsak dan, pa potem vidiš, ja, to pa je bilo takrat, pa takrat. Ja, lepo. Ko smo že pri starših, kakšno vlogo so pa oni imeli zdaj pri tvoji poti? Ogromno. Če me starša ne bi toliko podpirala, ko sta me, jaz danes ne bi tule sedela s tabo, ne bi osvojila vsega tega, kar sem. Moraš vedeti, na začetku sta me mogla voziti se povsod, na treninge, tekme me čakati, pripeljati na trening me čakati, zjutraj ob 5:30 peljati na trening, priditi po mene. Tako da ja, tudi ona dva sta mogla podrediti vse svoje življenje temu. Pa jim sta kdaj povedala, da jim je bilo težko? Zdaj verjetno, ko si starejša, če sta ti daj kaj. V bistvu ne, ampak vem, da pa mi je mami po olimpijskih igrah v Rio povedala, da sploh ni si želela, da jaz treniram judo. Ker mi smo imeli pri nas doma en, tak, kako bi temu rekla, pravilo, da če se za en šport odločim, moram hoditi 1 šolsko leto. In jaz sem začela športno šolo, pa potem plesanje in ples mi res ne bil všeč. Nisem hotela hoditi in je mama rekla, če si izbrala, 1 leto boš hodila. Ok, in sem z muko hodila tisto 1 leto.
In potem sem še plavala, pa je bil judo. In jaz sem tako res čisto po nesreči začela judo in v glavnem mi je mama rekla, joj, veš, nismo ti niti hoteli opreme kupiti. In ti, če bi hotela nehati, bi ti kar pustili, da nehaš. Ne bi bilo treba, da hodiš eno šolsko leto. Tako da, ja, ampak vidiš, kljub temu, da si nista želela, da ostanemo v judo, sta me podpirala. In jaz tega nisem vedela do leta 2016. To je kar precej let, ne? Ja, tako da, ja, zelo sta mogla podrediti v svoj čas pa življenje. Mojim željam in ciljem in sanjam. Ampak verjetno sta tudi ona dva potem, da je bilo poplačano. No? Ja, je bilo pač s temi medaljami, olimpijskimi igrami. Na koncu je to plačilo za vse. Sedaj, ko tako razmišljam, res vas ni veliko, izstopate z olimpijskimi medaljami. Kaj bi ti rekla, da je tistih nekaj lastnosti, ki pa te pripelje do tega? Zdaj rekla si že, da veš, da se zavedaš, da si toliko in toliko truda vložila. Ampak verjetno so še neke tiste lastnosti, ki pa jih mora imeti en takšen. Jaz mislim, da disciplina je že ena. Vztrajnost, kar se mi zdi, da zdaj primanjkuje v teh generacijah. Ker se mi zdi, da kakor jim je težko, ker odnehajo. Tako da ta nek red, disciplina, vztrajnost, zaupanje, se mi zdi, da si moraš zaupati, da lahko prideš tako daleč, ker skoraj nikogar ni, ker bi že od začetka bil prvak v vsem ali pa znal vse. Ne, to gre stopničko po stopničko, ne boš na začetku že najboljši. Tako da, vztrajnost. Pa verjetno je ene par mladih športnikov, kot trenerji rečejo, ta pa ima to v sebi. Dejansko ti lahko rečeš, ja, ima nekdo, ampak nikoli ne boš vedel, ker lahko da bo čez 2 leta samo nekaj zgodil in bo pustil šport ali pa judo. Tako da je treba počakati. In včasih, ko se ti nekdo zdi, da iz tega pa nič ne bo, pa glih on potem uspe, ker je pač vztrajen, ker je skozi v ozadju, z veseljem trenira, z veseljem hodi na treninge, nobenega treninga ne spusti in potem se to vidi in se to pozna. Tako da je to tako zelo nehvaležno, no, da bi zdaj rekel, ta pa je. Ne moreš vedeti. A mogoče pa tudi bolj pod pritiskom? Pa ne bi glih rekel, ali pa mogoče, ne vem. Ne vem, ker pri meni ni bilo tako, jaz nisem bila zelo dobra od začetka. Jaz sem sam pač rada trenirala, všeč mi je to bilo, nisem pa bila zdaj res ekstremno dobra. Pa si ti en takšen primer. Kako od začetka ne biti dober, pa potem. Tako, vidiš. Dobar, ja. Ja. Ampak vmes si pa imela tudi čas, ko si ti odnehala. Ja, leta 2010 sem pa mislila, da to je to, jaz ne bom več, to je konec. In se prav spomnim, in sem septembra nehala, sem se potem leta 2011 januarja vrnala, ker me je trener prepričal in sem menjala kategorijo in potem počasi spet začela graditi. Ampak tega nisi tako, mislim, ni bilo toliko pozornosti, da si v bistvu nehala vmes. Ja, zato, ker jaz sem bila pri mladinkah že zelo dosti dobra, osvojila sem 2 medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih, potem sem pa šla v člansko kategorijo, tam pa nekako ni steklo. In jaz sem bila navajena zmagovati, navajena sem bila dobivati medalje, potem pa sem šla v člansko konkurenco, kjer borbe nisem zmagala. In sem čutila pritisk od okolice, od trenerja, od same sebe, ker jaz sem tak človek, da znam biti velik kritik, tudi do sebe in velik pritiska na sebe vršiti. Tako da je bilo pač preveč in sem rekla, to pa ne, to pa je dovolj. Ampak takrat nisem bila toliko medijsko znana in bila sem ne stara, ne vem, 19 let, 20, nisem imela nekih uspehov še v članski konkurenci, tako da niti nihče ni vedel in še verjetno danes ne bi vedel, če jaz to ne bi povedala. No, se je šlo je res za koliko časa? Ja, pač dolgo časa nazaj, ne. Ne, mislim, kako dolgo nisi trenirala? Zdaj, to ni... 4 mesece. Ja. Skoraj 4. In potem nisi zmogla brez. Ja, so me prepričali.
Ja? Še hvala Bogu, da so mene. Tako je. Ampak a misliš, da se sama ne bi nazaj vrnila? Zdaj, ko si rekla, da so ti drugi Po prepričani. moje ne. Ne. Ne vem, po moje ne. Ja, nič mi ni manjkalo, ko nisem trenirala. Ampak v enem intervjuju si rekla, da nisi vedela, kaj početi. Ja, res nisem vedela. Sam nisem pa zdaj, da bi si pa grozno želela iti nazaj trenirati, to pa ne, ker sem pač vedela, da kar mi to predstavlja, spet nek stres, ker pač to je stres. Itak. In ja, hvala Bogu, da so me prepričali, sem res zelo vesela, ker drugače nikoli ne vem, kje bi bila, kako bi se moja kariera odvila, mogoče bi bila čist na drugem področju. In pa sem vesela, da sem danes tukaj, ker sem. Težko je ugibati, kaj bi bilo, če ne bi bilo. Ja, se mi zdi, da se vse zgodi z nekim razlogom. Ja. In vsaka stvar pa neko novo prinese. Tebi je bila takšna pot namenjena. Ja, in sem zelo vesela. In dejansko sem res tako v redu, pač počutim se v redu in sem vesela, kaj delam. No, to je super. In v bistvu, kot si rekla, kakor ti je bilo namenjeno. Tudi nekako na hitro si prišla v ta nov del karierni. Ja, in se res želim učiti na tem področju, želim dati nazaj nekaj judo na nek drug način, ne samo kot trener. In se mi zdi, da sem na pravi poti, je pa še verjetno ogromno pred mano. Rada bi se še na kratko dotaknila, si rekla, da ko si se vrnila, si zamenjala kategorijo, ne? Torej, tu judo je glede na težo. Ja. In potem te 2 kile gor, dol, ne? To je veliko, čeprav se ne slišijo 1 kilo preveč. Sam pri vas je to ogromno. Ja, je ogromno. Jaz sem imela velike težave, ko sem bila do 57 kilogramov. Resnično nisem jedla, pila, pa sem še vedno imela 2 kile preveč in ko ti to delaš na dolgi rok, dejansko ne moreš spraviti več dol. In meni je bilo zelo težko. In potem, ko sem zamenjala kategorijo, je bilo dosti lažje. Sicer sem bila malo prelahka, ampak tudi obremenjevala se nisem toliko s tem. Se mi zdi, da očitno je bila prava odločitev, da sem zamenjala kategorijo. Ja, ker tista kategorija je bila potem 63. Zdaj, na koncu, ja. Ja, in to je razpon do koliko kilogramov ima? Ja, do 63. Na samem tekmovanju oziroma na tehtanju moraš imeti 63, nič. Aha, točno tako. Ja. Ni kot jaz zdaj izhajam malo tudi iz karateja, ko je v bistvu plus 63 in jih ima, najmanj kili ima 63, pa je lahko potem še več. Do 69. Je tak razpon. Ja, se je razpon od 57 do 63, ampak nihče ne bo tekmoval z 57,5 v kategoriji do 63. Vsak bo imel čim bolj na meji, ker pač, da si dovolj težek, da si dovolj močen, ker nekdo, ki ima 63 kg, je vsekakor močnejši, kot pa nekdo, ki jih ima 58. In to si verjetno mislila, ko si rekla, da si bila potem lahka, ne? Ker si bila med tistimi sem bila manj. Na začetku, ampak pol na koncu ne več. Ker itak sem pridobila mišice, ti si bil le začetek moje kariere, tudi nisem še v fitnessu zelo trenirala, tako da ja, na začetku sem bila dosti lahka, ampak kljub temu sem se lahko borila z vsemi. Tako da potem ti je ta kategorija bolj ustrezala. Ja, vsekakor. Prej pa res, kaj, brez hrane, pred tekmami. Ja, se tudi na koncu, ko sem bila zdaj 63, sem zelo mogla paziti. Moramo se zavedati, da to ni lahko, pač ti ne smeš skoraj nič piti, cel teden pred tekmo, skoraj nič jesti. Sicer zdaj je malo lažje, ker imamo tehtanje en večer oziroma en popoldan pred tekmovanjem, sicer na samem tekmovanju spet, ker lahko imaš le 5% svoje teže več. Ampak včasih je bilo tehtanje na dan tekmovanja zjutraj, kar je bilo še teže. Tako da, ja, pač ni lahko paziti na težo. Ja, pa ne vem, ne predstavljam si, da pred tako pomembno tekmo ne ješ, ker hrana ti daje energijo. Nihče ne more predstavljati. Ja, to je res, ja. To se vedno ljudje čudijo. Tako da, ja, enostavno se navadiš, no. Žal, ne, mislim. Ni to zdaj tudi zdravo, verjetno. Verjetno ne priporočam nikomor, da to dela. Ni najbolj zdravo, ampak včasih pač enostavno ne moreš drugače. A imaš kakšne posledice, mogoče od tega, ali
ne čutiš. Ne čutim nekih posledic. Zdaj čisto normalno življenje živim. Sicer še vedno treniram, koliko mi čas dopušča, sicer ne judo, ampak kakšne druge športe. Premalo, bi mogoče mogla malo več, ampak včasih mi res čas ne dopušča. Ampak še vedno si želim dosti športno živeti. Se ti ni zamerilo na kakršen koli način? Ne, jaz imam rada šport. Sam šport kot šport in še vedno rada športam. Sicer zelo rekreativno, ampak še vedno sem rada v športu. Verjetno se tudi zavedaš pomena nekega zdravega življenja. Ja, in morate se zavedati, da ko ti treniraš 2-krat ali pa 3-krat na dan, je to, potem pa presekaš in nič, je to res šok za celo. Zato se mi zdi, da je pomembno, da še vedno vse nekaj naredim za sebe. Lepo, to ti verjetno tudi pol omogoča neko kakovostno življenje. Ja, in je super, bi si želela še več. No. Včasih sem pa res tudi jaz malo lena in sploh ko potujem, no, mi je zelo težko. Ko sem doma, grem vsak dan, ali vse v fitness, ali hoditi, ali nekaj naredim za sebe, ko pa potujem, je pa zelo težko, ker so moji dnevi res polni. Če učim na akademiji, smo 6 ur v telovadnici, samo zaradi juda in enostavno se mi včasih ne ljubi zbuditi zjutraj prej, samo zato, da bi šla jaz v fitness ali pa nekaj naredila. Tako da sem tudi jaz včasih malo lena. Ja, ampak nimaš niti priložnosti, da bi imela neko ustaljeno rutino, ne? Ja, res je. Tako da čisto razumem, da včasih ne uspe. Ja, ampak se trudim, no. Res, da vse in nekaj naredim za sebe. Zdaj te pa vabim k zaključnemu delu najinega pogovora in ker sva v podcastu ob skodelici kave, kakšno kavo piješ? Jaz pijem ali domačo turško ali pa kapučino. In kako izgledajo potem tvoji kavni trenutki? Čisto odvisno, koliko časa imam. Včasih je vse zelo na hitro, da popiješ tisto kavo. Včasih pa, ko sem pa doma, pa imam čas, pa preberem kaj, ali pa sem na telefonu, pa pogledam Instagram, ali pa karkoli se dogaja. Je pa res, da do svojega 30. leta sploh nisem pila kave. Oziroma, ko sem še tekmovala, nisem pila kave in sem šele zdaj pred kratkim začela. In zdaj se ne moreš ločiti od nje? Nisem, da bi mogla živeti brez kave. Čisto normalno lahko preživim, tudi če ne spijem. Ali imaš nauk, ki ti sledi že celo življenje? V bistvu sem se vedno neko držala tega in je angleški. Work in silence, let your success make some noise. Ker vedno sem jaz res v tišini bila trenirala, bila pridna in potem so moji rezultati govorili za sebe. In nikoli nisem poudarjala svojih rezultatov karkoli. Jaz nisem rada govorila, rajši sem tekmovala in s tem pokazala. Druge pa, tudi v angleščini, it's nice to be important, but it's more important to be nice. In tega se pa še danes držim. Ful lepo, tam je všeč. Sicer si že prej rekla, da ne bi spremenila nič v preteklosti. Tega se res držiš ali je kakšna tista stvar, ki pa bi jo spremenila? Mogoče bi kaj spremenila, ampak če bi jaz vedela, da to ne bo spremenilo mojih rezultatov, a ne? Ker kljub temu pa mogoče mislim, da če bi karkoli spremenila, nisem drug prepričana, da bi pa vseeno imela vse te rezultate, pa bila toliko uspešna. Mogoče mi je edino, kar mi je manjkalo, nek social life, pač neki prijatelji, pa to, ker enostavno nisem mogla, oziroma nisem zmogla tudi na to pažnje polagati in mogoče to je edino, da bi bila malo bolj socialna, malo več se družila z ljudmi. Edino to bi spremenila, ampak za voljo tega, da bi še vedno imela rezultate. Ja, se tega si se že prej dotaknila, ja, da so mogli tvoja družina, prijatelji vedeti, v kaj greš. Pa verjetno so ostali ob tebi tisti pravi prijatelji. Ja, seveda so vedeli, da pač tak je, to zdaj, tak mora biti. Za čisti konec mi pa še zaupaj najlepši kompliment, ki si ga prejela, če se ga spomniš.
Po moje to, da ko mi je kdo reče, jaz sem pa ponosen na tebe, ker meni je zelo veliko ljudi v življenju čestitalo. Bravo, Tina, super si, čestitam. Ni mi pa veliko ljudi reklo v življenju, jaz sem pa ponosen na tebe. In se mi zdi, da je to tako res lepo. In tudi jaz svojim prijateljem pa ljudem okrog sebe pač povem, ko jaz to resnično mislim ali pa ko jim nekaj uspe, vedno pač rečem, bravo, jaz sem pa ful ponosna na tebe. No, lepo, da bo še v razmislek komu drugemu, a ne? Ja, in se mi zdi, da je to zelo lepo imeti neke take iskrene odnose. Se strinjam. Tina, najlepša hvala za tvoj čas, zdaj pa je čas, da dokončava tale kavni trenutek. Hvala za povabilo.